Zanima me, vam je ta poklic všeč, ki ga upravljate? Ja, nekaj stvari je zanimivih, nekaj stvari je zabavnih, nekaj tudi zveš, marsikaj. To je tudi tako zmatrano v predešnjo. Se pravi, vam je včasih kar malo težko delati, ali kaj? Zna biti naporno? Ja. Tako, mislim, računanje je prav v redu. Pa tudi odvisno od tega, kakšne volje si, pa vse. Ja. Koliko te obremenijo, koliko je stran, koliko je vsega. Ja. In koliko časa v bistvu že ukvarjate s tem poklicem? Zelo malo časa, 3 tedne, ko mi res začetek prakse čisto. S prakso ste pa vi prišli do tega? Ja, v bistvu potrebno je bilo si najti prakso za 4 mesece, ker sem na tekstilnem faksu. In potem lahko bi šla delati kakšnemu oblikovalcu, sem nekako, tam ni potrebe. In ta industrija je pa tako v zatonu rahlo. Zdajle se malo dviguje, ampak je težko najti dejansko, težko najti prakso. Veste, kaj me najbolj zanima? Kdo so največji naročniki za čistilnico Labot? V čistilnicah imamo 2 vrsti kupcev. Eni so neznane kupci, to so stranke, ki prihajajo pogosto dnevno ali kakorkoli že po potrebi v naše poslovalnice, ker imamo seveda več poslovalnic. So pa tudi znani kupci, to so pa predvsem razna podjetja, ki iščejo storitve čiščenja ali pranja. Imamo nekatere zelo velike, predvsem na področju delovnih oblek, so pa seveda tudi manjši, od recimo zdravstvenih domov in podobno, in take, recimo gostinstvo in podobno. To so naši kupci. Kakšne so pravzaprav možnosti štipendiranja za ta poklic strani vašega podjetja, se pravi čistilnice Labot? Mislim, a je to tako, lahko se bi prijavil kdorkoli bi hotel, recimo jaz, ali pa pač kdor bi želel ta poklic upravljati, ne? Moram reči, da mi iščemo delavce v naši dejavnosti, vendar je pridobiti delavca izredno težko. Mi bi seveda tudi Mi smo že razpisovali pod recimo 2 štipendiji letno, vendar odziva ni bilo nikakršnega. Tako da je seveda ta dejavnost, tako kot je vse v svetu, so manj popularne. Tukaj se seveda, kot ste videli, ko ste snemali dol v proizvodni, ste videli, da to ni tako lahko delo. So seveda kemikalije, kar ni tako pomembno, ker je vse v zaprtih sistemih in tako da prav s kemikalijam nekako ne pridejo ti delavci toliko v stik, ampak kljub temu z umazanimi tekstilijami pa tako. Skratka, je neka seveda dejavnost, ki jo moraš vzljubiti, če želiš delati, in potem so tudi rezultati. Recimo, tudi napredovanje je možno, Mi imamo seveda za vodje proizvodne diplomirane tekstilne inženirje, tu je počas seveda, zdaj so še mlade, ampak recimo bojo šle v pokoj in seveda bomo nadomeščali te kadre. Vodje recimo posameznih oddelkov, čiščenje preprog, usnje, za usnje rabimo seveda tudi recimo usnjarja, to ni prav ta specifičen poklic, ampak tudi s vzdrževalcem tekstili je možno seveda zadovoljiti tudi potrebe čiščenja usnja. Na podlagi statističnih podatkov Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje je bilo v obdobju od januarja do avgusta leta 2008 objavljenih 361 prostih delovnih mest za poklic vzdrževalec tekstili. V enakem obdobju je bilo prijavljenih 181 brezposelnih vzdrževalcev tekstili. Čista obleka naredi človeka. Pleničke je prala pri mrzlem studenc, pa pride mi fantič korajžon vesel. La 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 la. Pleničke je prala pri mrzlem studenc, pa pride mi fantič korajžon vesel. Veš kaj? Jaz se tega ne grem več. Tebe ne bom nikoli več za nasvet vprašal, veš? Zdaj kar grem. La 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 la. La 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 la. Ške je prala pri mrzlem studenc.
Evo, izvolite, tole je moja garderoba. Ja, počutite se kot doma, tukaj pač imamo mi spravljene stvari, da se oblačimo, kar izvolite se tam usesti. Jaz bom pa tole malo razobesla, tako kot ponavadi se pol pripravimo, ne? Tako. Daj mi povej, v katerih materialih se ti najbolj udobno počutiš? To je zelo različno. Ne? Kadar sem jaz doma in kadar se hočem sproščeno počutiti, kadar hočem biti v enih takih zelo udobnih oblačilih, potem si najraje nadenem bombaž. In to je recimo en tak puloverček, ki je primeren čisto za vse priložnosti, ali če greš na smeti, ali če si ne vem kje. Poleg tega je to en tak mehk material, v katerem se počutiš kot v pižamci. Ta mi je pa še posebej všeč, zato ker ima eno tako dizajnersko noto še zraven. Ne? Kadar grem ven, ker vse ne smeš biti kar tako nezrihtan pa preveč casual, ne? Takrat si nadenem kakšne take rekelčke, pod katerimi imaš lahko praktično karkoli. Mi je pa zelo všeč, da so v bombažu sorodni materiali, da niso preveč neudobni, preveč oprijeti in tako. Poleg tega pa je dosti enostavno za kombiniranje, sploh pa te žive barve napolnijo človeka z energijo. Kadar pa nastopam na televiziji, ne, kar je tudi neke vrste moj poklic, potem pa se je seveda treba poslužiti enih takih materialov, ki so elegantni, ki so rahlo oprijeti, zato tudi streč noter, ne, in poleg tega elegantna črnina. Kako pa skrbiš za obleke? Mislim, a to sama pereš ali komu kakšno čistilnico neseš ali kako? To se spet razlikuje od oblačila do oblačila. Recimo to seveda perem sama doma, trudim se, da ne dam jih v kakšno črno sekcijo perila pred, ker potem se to lahko zabarva, seveda, ne. Ampak to je zelo enostavno za vzdrževati, ne. Če ga daš zelo prehuhati, pa se lahko skrči. Drugače pa ni kaj hudih težav s tem. To je že rahlo bolj težavno, sploh glede na to, da se rado mečka in ga je treba velikrat polikati. Ampak vseeno, če si precizen in natančen, potem lahko to vzdržuješ tudi sam doma. Kakšne take obleke, ki so malo bolj zakomplicirane, ali pa da ne govorimo o kakšnih satenih in svilah in to si pa ne bi upala doma, sploh pa kakšna termična obdelava in vse to, rajši nešem v čistilnico in prepustim to strokovnjakom, da oni to obdelajo. Ker imam rada svoje obleke in bi jih rada nosila še kar nekaj časa. Merhaba, 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 dober dan, gospa. Vas zanimajo tele preproge? Ne ravno. Gledajte, se izgledate dosti razumni, da bi vas zanimale tele preproge, no? Bujrun, kar izvolite. Izvolite, gospa. Bujrun, gospa, bujrun. Kar pogledajte si malo, kaj tlele nudimo. Lejte, tukaj je ena super preproga, lejte, to so te perzijske preproge, kot nalašč za vašo hišo. Lejte, to je, takih ne boste nikjer našli druge, ne? Ja, gospa, prosim, ne mi kihati po preprogah, no, boste vse umazali. Gospod, jaz imam alergijo na pršice. Kakšne pršice, tle ni ziher nobenih pršic, no, jaz to vsak dan čistam. Dejte vi to čiščenje, rajš prepustiti profesionalcem.